lahko bi se šla skrivat. Ah, ne. Meni je to dolgočasno. Kaj pa gomitvist? Ne, no, to je za punce. Kaj pa... Zakaj si pa šla zadenski? Zadenski. A misliš rikvet? Ja, ampak pravilno se reče zadenski, ne rikvec. Nisem vedela. No, vidiš, če bi šla spredensko, tega nikoli ne bi izvedela. Ampak veš, v Egiptu vsi tek hodijo. Kaj? Pa ne boš rekla, da si bila v Egiptu? Jaz sem bila v Egiptu in povsod druge po svetu. V Indiji, na primer, ne boš najdel človeka, ki bi za hojo pravilno uporabljal noge. Veš, kaj mislim? Mislim, da lažeš. Pravzaprav res. Ampak lagati je grdo. Pa saj vem, da je lagati grdo. Ampak zmeraj pozabim. Sam veš, v nekaterih deželah pa cele dni lažejo. Tomaž, Anica, večerja. Že greva. Zdaj pa morava iti. Saj še kaj vidimo, kaj ne? Kje pa stanuješ? Tulele. Tukaj? Zraven nas? V vili Čiračara? Ja, a je kaj narobe? Pikica, večerja! Koga pa kličeš? Sebe. Kako sebe? Ja, če se ne bi poklicala, bi z vama tukaj klepetala do jutra. A nimaš mame? In očeta? Ne, sam ni problema. Včasih nočem takoj spat, ampak pol si pa rečem z ostrim glasom. Pika, spat! In če se še takrat nabogam, jih dobim poriti. Se pravi, da stanuješ čisto sama. O, to pa ne. Z mano je še gospod Ficko. Tomaž, Anica. Takoj. Zdaj pa res morava. Ja, kar pejta. Ker, če ne bosta šla domov, zjutraj od doma ne bosta mogla priti k meni na obisk. A res lahko prideva? Jej! Naprej ali pa nazaj. Dobar dan. Oje, komova. Prosim. Nič. Sam v jeziku bungi indijancev sem rekla, pozdravljena soseda in lepo vaju je spet videti. Kaj delaš? Kaj delam? Če bi ti povedala, povem, gre puca dimnik. Ampak ti temu ne verjameš, ano? Ti povem po resnici. Pečem piškote. A me na kamen in mrtvaško kost zdravo. Če Pika to izreče, 20 milijonov piškotov naj se speče. A imaš kakšno idejo, kako bi lahko preživeli dan? Gremo se iskalo najdilce. Kaj? Iskalo najdilce. Glej, kaj sem našla. Lepo, čisto novo kanto. Zakaj pa jo lahko uporabimo? Zakaj jo lahko uporabimo? Kakšno vprašanje je to? Ne vem. Lahko si jo povezneš na glavo in se delam ga noč. Pika, pazi. Pazi. Pika. A sta videla, kako je to tale kanta koristna? Če ne bi imela na glavi, bi imela zdaj cel fris potovčen. Ampak če ne bi imela na glavi te kante, sploh ne bi padla. No. Ampak veš kaj, še vseeno mislim, da je danes moj srečen dan. Najprej sem našla tole kanto, zdaj pa še tole. Kaj pa? Jaz nič ne vidim. Seveda ne vidiš, če je nevidno. Ampak kaj potem sploh je? To je spunk. Spunk? Kaj pa to je? Nova beseda. Ampak če je nova beseda, kaj to sploh pomeni? Ne vem. Vem samo to, da ne pomeni sesalca za prah. Kaj ti to potem
potem lahko koristi? Tudi tega še ne vem, ampak mogoče to prodajo v trgovini. Gremo preveriti. Ampak v vseh najboljših trgovinah ga imajo. No, seveda, imeli smo ga, ampak smo ga že vse prodali. Se pravi, praviš, da vam je zmanjkalo spunka? No, ne vem. Grem po strovodnjo. Lahko pomagam? Deklica išče spunk. Ja, iščem spunk najboljše vrste. Ja, bomo pogledali. Pogledaj bom, ne? Bojo pogledati. Tista prodajalka je rekla, da spunka ni več. Bo to v redu? A veš kaj? Temule se reče gradbe. In po naključju jaz iščem spunk. In tole ni spunk. Potem pa žal nimamo nič takega, kar iščeš. Poglej v drobtinici na robu Korenčkove ceste in Veseljakove ulice. Živijo. Jaz sem Pika. Glej me v oči, če se pogovarjam s tabo. Kaj si ti rekel? Poglej. Ojoj, kaj bo pa zdaj? Ja, kaj se pa ti greš? A si znorela? O, to boš pa drago plačala, da mi greš pri priči z mano. No, kaj čakaš, greva? Veš, kaj ti povem? Če se mi razbural 5 stopenj manj, ti nič ne bi škodil. Pa šef, mišla sem, da je samo postrežna in hotela sem kupiti tole roko. O, hotela si kupiti roko dekorativne lutke. Ja. Ja, kako si pa ti to predstavljaš? Poslušaj, punčara, uničila si celo lutko in celo lutko boš tudi plačala. Oziroma jo bodo tvoji starši, ker jaz pač dvomim, da imaš ti to gnarja. A veš kaj? Veš kaj? Kam bi prišli, če bi hotela kupiti jabko in bi za njo mogla plačati celo drevo? Mislim, kako si ti to predstavljaš? Drugač pa, a stane tale tvoja gabenca več kot tole? Ne. Seveda ne. Še zdaleč ne toliko. Obdržo, viš? Pa kupke pametnega otroka. Hvala, gospodična, najlepša hvala. In kam, če smem izvedeti, naj vam roko dostavimo? Jaz potrebujem samo roko in to bom tudi vzela. Ostalo pa lahko razdeliš med reveže. Naj vam je zavijem, gospodična. Ne, hvala. O, gospodična, za vas je naša trgovina vedno odprta. Lepo vedeti. Ampak, Pika, zakaj potrebuješ 3 roke? Zato, če jem z nožem in vilico, si lahko s tretjo roko brskam po nosu in še zmeraj mirno in olikano jem naprej. Zato potrebujem 3 roke, veš? Kaj je, Pika? Zlagala sem se. To o 3 rokah sem se zlagala. Samo odprem usta in se zlažem. Lagati je grdo.
piše. Kako kaj piše, a ne znaš, brat? Ne, čisto srčrtno. Vsi se lahko to naučimo. In tule piše, ali trpite za voljo sončni pek. Lagale, ti pa res znaš. Če bova midva gusarja, boš ti pisal ladijski dnevnik. Drugač, kaj si že rekel, da piše? Ali trpite za voljo sončnih pek? Na vljudno vprašanje je potreben vljuden odgovor. Ne. Prosim? Ne. Oprosti, punčka, ampak ne razumem. Kaj ne? Ne trpim za voljo sončnih pek. To. Ampak čakaj, ubogi otrok, saj imaš vendar ves obraz poln sončnih pek. Ja, ampak pri meni je ravno nasprotno. Meni so te sončne pegle všeč. Mislim, znorela bi, če se bi pogledala v ogledalo in jih ne bi imela. Reče se zrcalo. Oprosti, Anica. No, še bolj bi znorela, če bi se pogledala v špegel. Oprosti, Anica. Zrcalo. In jih nikjer ne bi bilo na mojem obrazu. Mislim, to bi bilo nezaslišano. Daj se ti mogoče všeč, ampak ko bo zrasla v gospodinstvu, mi ne bodo več. In naš preparat je izredno kvaliteten. Mene ne motijo in me tudi ne bodo. Zato, če ima mi dej nekaj, s čimer se jih dobi še več. Nič takega nimamo. No, ko boste dobili, mi prosim pošli 7 do 8 škater. Imamo pa zelo kvalitetno kremo za občutljivo kožo. Dej, da vidim. Ampak čakaj, ubogi otrok, to je vendar za zunanjo uporabo. Ni slabo, ampak je grozno. Ne bom vzela. Kako to misliš, ne boš vzela? Kaj naj jaz zdaj to vržem stran? No dobro, pa bom vzela. Kaj pa imaš na tej polici? Spred proti klapam, mazilo za tablete za zbijanje vročine, mazilo proti klapam, spred za razkuževanje ran. Vidim, da imaš same koristne stvari. Koliko jaz dobim za tale drobižek? Vse. Črno te z njim. Lepo, lepo. Malo pomešam, pa v drugo stran. Grozljivo, ostudno in brez dvoma zelo zdravilno. Prav všeč mi je. Pika, zdaj je že pozno. Domov bo treba. Ideja ni slaba, če pomislim na piškote. Možno je dvoje. Ali so zogleneli, ali pa sem pozabila požgati pečico. Ja, verjetno je to. Stoj! Pazi, da ga ne pohodiš. Koga? Hroščka. Glej, ko res. Kaj je to za en hrošč? Govnač ni. Rogač tudi ne. In obrobljeni kozak tudi ne. Jaz pa vem, kaj je to. Tole je spunk. Pa si prepričana? Tole je najlepši primerek spunka, kar jih je kdaj kdo našel. Povsod smo ga iskali, pa nas je čakal ravno pred našo hišo. To je bil najlepša iskalajedilski dan v mojem življenju. Jutri gremo spet. Pika, midva jutri ne moreva. Imava šolo. Pa povedal v šoli, da nimata cajta, ker sta pač postala iskalojedilca. Ampak to ne gre tako. Šola je obvezna. Poleg tega se približujejo počitnice in morava biti še posebej pridna. To je krivica. Krivica? Kaj? To, da imata vidva počitnice, jaz pa ne. Pa saj lahko imaš tudi ti počitnice, če hodiš v šolo. Kako to? Mislim, a ni druge? Ne. Poleg tega ti bo šola samo koristila. Naučila se boš marsičesa. Naučila se boš brati, pisati, računati, naučila se boš deliti
in še mnogo pomembnih stvari. Pa res ni nobene druge možnosti. Ne. No, dobro. Pol pa se vidimo jutri v šoli. Hurra! No, otroci, ali ste se naučili pesmico? Smo. No, Tomaš, prosim. Meni. Zakaj ne njej? Ali pa njega? Ali pa njega? Glej me. Pesmica. Janez, Janez Raka, šolari, poleti, pozimi, jeseni, vem, spomladi, hodimo v šolo in učimo se. Učimo se veselo. Ne, Tomaš, ne veselo. Ampak, Klara, Hodimo v šolo in učimo se radi. nadaljuj. Čeprav smo še mladi, veliko že znamo, da smo ponos za očeta in mamo. V šoli izvemo vse, kar nas zanima. Narava, slovenščina in zgodovina. Pa matematika in tuji jeziki predstavljajo nas v besedi in sliki. Predvsem pa v šoli naučimo se reda. To, kar za črke je abeceda, je za človeka, ki vstopa v življenje, vzorno obnašanje in lepo vedenje. Zelo dobro, Klara. Sedaj, otroci, bomo pa še malo računali. Dober dan! A sem prav prišla k multimatki? Pozdravljena in dobrodošla v šoli. Upam, da ti bo tukaj všeč in da se boš veliko naučila. Jaz sem tukaj sam zato, da bom imela počitnice. No, seveda. Sedaj, če mi poveš svoje ime, ga bom zapisala v redovalnico. Piši. Pika Polonca, rolita Zmagoslava, Peperminta Eurazijela, Maretica, hči gusarskega kapitana in sedanjega ljudožarskega kralja. Ker pa vem, da je to zate predolgo. Ti ne bom nič zamerila, če me boš klicala Pika. No, Pika, prva stvar, ki se jo bova zmenili, je, da mene moraš vikati in ne tikati. Oprost, nisem vedela. No, mogoče bi pa pričeli z računanjem. Pika, koliko je 7 plus 5? Čakma, a ne bi ti mogla tega vedeti, glede na to, da si učiteljica? Pika, takole se z učiteljico ne pogovarja. Če odgovora ne veš, moraš reči, oprostite, gospodična učiteljica, tega ne vem. Te bo, ko boš ti rekla, stara. Drugač pa je. Tako ti boš rekla. Pika, sedaj ti jaz povem, da je 5 plus 7 12. No vidiš, vse veš, kaj pa bolj okrog sprašuješ mene? Da bi se naučila, Pika. Ja. No, koliko pa misliš, da je 8 plus 4? Okrog 66. Ne, Pika, 8 plus 4 je 12. Mogoče bi pa še poskusili za abecedo. Pika, tole je črka J. Tole. Tale narobe obrnjena sprehajalna palca. Z mušim trekcem na vrhu da je črka. Pa ti se heceš. Pika, rada bi se pogovorila s tabo. Jo, pa je.
Tako, kot se ti obnašaš, se v šoli ne obnaša. Hočeš reči, da sem se slabo obnašala? Mislim, da imaš za danes dovolj učenja. Ja, to se pa strinjam. Preveč učenosti na dan je lahko strašno nevarno. No, otroci, pripravite se za naslednjo uro. Ti, Pika, pa spet pridi, ko se boš bolj pripravljena učiti in manj govoriti. Prav! Čau, čau! Lejto, bajto, ključevje gori. Kaj če bo za okrastek kaj dobi? Probat ni greh. Do vhodnih vrat pejva, potrkejva in lastnika si poglejva. In če se izkaže, da nisi romak, ampak kakšen bogat bedak. Počakava, da prav sladko zaspi. In ga oropava sredi noči. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 10, 70, 11, 70, 12, 70, 13, 70, 14, 70. Naprej ali pa nazaj. Dober večer, mimo sva hodila, pa sva se malo pri vas oglasila. Vse naj jo zanima, pa sva si rekla, potrkajva malo. Tujca sva in ne poznava še mesta. Ali mogoče veste, kje teče glavna cesta? O, Jezus Marija, glavna cesta teče. Čez mesto pobegne, bo težka svinarija. No, to se samo tako reče, pa vseeno hvala. Bova že koga drugega vprašala. Kje sta pa tvoja očka in mama? Saj najbrž doma nisi čist sama. Seveda da ne, ti le obajnja črviva. Tudi gospod Ficko z mano prebiva. No, pa lahko noč, pozna je že ura. Pred nama pa dolga in težka je tura. Ja, kar pejta. Če bosta pohitela, bosta mogoče še glavno cesto ujela. Kje sem ostala? 14, 15, 70, 16, 70, 16, tale 70 se mi bo zataknil grlo. 100% so še kakšne druge številke. Aha, milijon pa pol. 1.365.777 in 637. Joj, koliko imam jaz denarja? Kršče zlomljen vitrih, zoprna deklina. Ki pa je imela grozno dost cekina, Ampak ne bo se več dolgo z njim igrala. ker ga bova midva pobrala. Ko bosta zaspala, se splaziva not. In če zbudi se tisti gospod, Ga bova zvezala in mu v gobec, da ne bo kričal. zatlačila ta robec. Zdaj najbrž že spita in naj čaka. Priložnost, da še nikdar taka. Saj to ni mogoče, odklenjena vrata. Na lahek način bova strašno bogata. Tej posli, punčara spi trdno ko hlod. Kje pa je tisti gospod? Gospod Ficko, da vam ga predstavim. Leži v tele majhni postelji tule zraven. Mehna postelca, pa ja ne misliš ta. Kaj ti misliš, da je Ficko navadna lutka iz blaga? Ja, kaj si pa mislil? Da je kosilenca ali pa klarinet? Mislim, lepo vaju je videti spet.
Kako je bilo pa s cesto? Ali je tekla ali je stala? Tišina! A zdaj bo te pa krmo. Poslušaj, punčara! Zanima naju samo ena stvar. In to je, kje imaš denar. Tule, v tele skrini. Punči, a bošče tole skrinjo vzameva? Kaj proti temu imela? Ne, ker jo bo pa spet nazaj vzela. Skrinjo sem! Skrinjo tja. Z vama se pa človek prav fajni. Moja bo! To je težko. Zdaj pa dost! Oprost. Daj nazaj! In bye. Ne rečem, da tale igra ni bila špatna, ampak morate priznati, da je postala en mečken dolgočasna. Poslušaj, punč, kaj če najo bi pa ti spustila? Obljuba, da greva in ne bova več težila. Ne vem, če jo bosta tako zlahka odnesla. A znate škotske plese? A plesat? On je bil občinski prvak. Noge sem metal 1,90 m v zrak. Lepo. Ti boš igral? S tabo se bom pa vrtela. Jaz tudi ne morem več. Jaz pa bi lahko še plesala. Ampak veta, vsem bom potemlem spala, ko ubita. Sam jaz bom žela spala. Vi pa morate iti prej domov. Ja, nasvidenje. Čakaj. Mislim, da si ga pošteno zaslužta. Sej ne bi bilo treba. Ampak ga bomo vseeno vzela. In bova nekaj časa na ta račun pošteno živela. Ja, adijo. Pa prida še kdaj nazaj, če vama bo še kdaj do plesnih vaj. Ali si ti tista punčka, ki se je vselila v vilo Čiračara? Ne, jaz sem starka, ki živi na drugem koncu mesta. Ne poskušaj se šaliti, ker nama se to ne zdi čisto nič smešno. Prišla sva namreč, da ti poveva, da so ti dobri ljudje v mestu zagotovili mesto v otroškem zavetišču. Pa sej jaz že imam svoje zavetišče. Kaj? Mar je to že urejeno? In kje je to otroško zavetišče, če smem izvedeti? Tule. To je moje zavetišče in jaz sem njegov otrok. Ampak ubogi otrok, ti tega res ne razumeš. Iti moraš v pravo otroško zavetišče in dobiti nekoga, ki bo skrbel zate. Poleg tega pa moraš hoditi v šolo. Zakaj? Ja, da se boš česa naučila, vendar. Naprimer, marsičesa. Naprimer, poštevanke. A veš kaj? Že 13 let živim brez poštekanke. Pa sem še zmeraj čisto zdrava. In mislim, da bom tudi takle zdrava še naprej zdržala. Ampak pomisli vendar, ubogi otrok, kako neprijetno ti bo živeti brez denarja. In kaj, če te nekdo v starejšem življenju vpraša, katero glavno mesto Portugalske
Portugalske, na primer, pa mu ne boš znala odgovoriti. Seveda mu bom znala odgovoriti. Rekla mu bom. Če te zanima, katero je glavno mesto Portugalske, pišta portugalsko povprašaj. Že, ampak ti ne bo čisto nič žal, če tega sama ne boš vedela. Verjetno se bom tolkla po glavi in ne bom mogla v redu spati, ker sem pozabila, da je glavno mesto Portugalske Lizbona, če pa sem bila tam z očetom. Veš kaj, Smrklja, z nama bo šla pa Pika. Jaz bi že šla z vama. Sam Pika. Bo pa treba še ujeti. Ti, Smrklja, zdaj boš pa pasala. Veste, saj smo se fajn špilali. Sam moram iti vzeti iz pečite piškote, pa se gremo naprej. Ne, Mislim, da bova kar šla. Ja, ne bo ta piškotov. ne, pa. Čudna fanta. Da nista kaj zamerila. Mogoče pa sam ne smeta jesti piškotov. Da se ne bi zredila. Evo Pika, Živi, Anica. moja mama prireja čajanko in mi je dovolila, da povabim tudi tebe. Mene? Na čajanko? To pa ni hec. Mislim, kaj naj si oblečem, kako se naj uredim, kaj? Nič, takšna kot si najboljša. Veš, čajanka, to res ni hec. Mislim, to se treba zrihtati, tam so gospodične, one fine dame in vse kar spada k čajanki. Gremo pet, moram se vriti. Čajček bo takoj, z natrenom ali sladkorjem, smetano ali z mlekom. In s kapljico brezmastnega mleka. Meni pa smetano, ne morem se ji upreti. In rjav trsni sladkor, prosim. Z natrenom, prosim, ampak ne tistega v tabletkah. Pravijo, da se boje kalcij, vodik. Ah, dajte no. Se pravi v toniku. Da, 2 kapljici in polovičko tretje. Ter raci Evi naj stekleničko še prej pretrese. Ampak tega s kalci vodikom pa nisem vedela. Pa je že dolgo znano, le da nam to prikrivajo. Ja, znanstveniki so včasih še bolj zahrbtni kot služničari. Tam, taram, tararararam, tararam. Pika bolonjica, Zmagoslava, Rolita, Pepemita, razjela Maritica, dolgo nogavica, ščika Petrana, dolga nogavice, bivšega gusarja in sedanjega ljudozerskega kralja naj vstopi! Očrljivo, neočrljivo! Pozdravljena, Pika. Tomaž in Anica so zgoraj v svoji sobi. To je Pika, naša nova soseda.
prijateljica naših otrok. Živja. Torej, Pika, Tomaž in Anica sta v svoji sobi. Ne, meni brez sladkorja in s kapljico brezmastnega mleka. Če je tista le smetano, potem je zagotovo moja. Neka masno mi deluje, pa je mleko res brez maščobe. Ojoj, vidiš, to pa sem pozabila. Takoj ti prinesem novega. Saj samo kapljico, veš? Vem, ti jo pogrejem. Lahko, ampak ne preveč. Jaz zamenjam tale svoj čajček za tole sladkorno sipo. Pri čemer sem razmišljala, da je sipa samo takrat, kadar jo sipa. Ne zaslišam. Izvoli, čaj s kapljico popolnoma nemastnega mleka. Ela, kaj pa se zgodilo s sladkorjem? Popriši, prosim, in prinesi sladico. Boste videli, izvrstna sladica, popolnoma brez vsega. No daj, Ela, prosim, pohiti. Moram reči, da svojo Elo nisem nič kaj zadovoljna. Včasih si mislim, da bi bilo bolje, če bi vse naredila kar sama. Moja stara mama je imela deklo, ki je bilo ime Malči. Pri moji Rozi pa je problem v tem, da se zelo redko umiva. Malči je bila tako umazana, da je moja stara mama mislila, da je zamorka. A si lahko predstavljate, da se je moja Brigita nekega večera, ko je imela prosto, oblekla v mojo svileno obleko? A ni to višek? Malči sploh ni hotela kuhati, če ni imela na sebi rožnate kombineze od moje stare mame. Pa je stara mama rekla, da rožnato kombinezo hočem nazaj. Meni pa se vse bolj dozdeva, da moja Hilda krade. Malči! Pika, prosim, pojdi v sobo k Tomažu in Anici. Tako, ura. Malči je namreč kradla kot sraka. Morate oprostiti. Veste, živi brez staršev in do sedaj je živela med mornarji. Njen oče je menda, saj ne morem verjeti, miložerski kralj. Ampak, to sem še hotela reči. Najhuje pri moji Eli pa je, da mi razbije ogromno porcelana. Malči je razbijala samo ob torkih. Tale jagoda bo pa moja! Ja, a to vam ni razmišljeno? Ne, kako si to predstavljaš? Kdo jo bo sploh še jedel? Ja, res je malo podlačena, ampak mene to nič ne moti. Kaj takega? Ja, boš ti to znaš. Okej, sorry, zdaj sem te samo vprašala. Ampak, a torto bom dobila še pol? Mislim, če noben ne bo pol jedel, če si že rekla, da je podlačena. Ja, lahko jaz vzamem s sabo domov. A pa tudi ne, pa tudi smo se meni fajn, no.
Pa zdaj sem vedela, da se ne bom znala obnašati. Še sreča, da sem se odločila, da ko bom velika, bom gusarska. Ne pa neka gospodična. Ja, kaj pa ti je? En teden se ne smem igrati s tabo, ker si razočarala tete. Sej so se že razočarale. Kam pa greš? Teater. Kaj pa je to? Ena taka hiša, kjer se igra. Ti se boš igrala, jaz pa ne! Pa to se samo tako reče. Ala grem zraven. No pa pridi. Jej, jaz grem v teater. V teater! Teater! Pohitite, pohitite, sedite na svoja mesta, predstava se bo vsak hip začela. Tale punca s hitami pa karte mi plačala. Kake karte? Kako karte? Če hočeš gledat, moraš plačati. Če hočem gledat, moram plačati. Seveda. A ti veš, kako sem se jaz v življenju že gledala, pa vse bo zastojno. Plačati, a pa pri priči ven. Pa, če obljubim, da bom nižala. Plačala. Plačati. Na. A zdaj nekaj tvoja karta? Cekin, ja, a nimaš drobiža? Počakaj, da ga grem zamenjati. Luč! Pa zakaj je tako temno? Kaj tiho, tu notri ne smemo govoriti. A, pojemo lahko. To lahko samo gledamo. Temu se reče gledališče. No, a mi lahko poveš, kaj je tule za gledati? To je samo za poslušati. Zato se temu reče uvertura. Uvertura. Uvertura, meni dolg čas. Luč! Kaj se to pravi? Da mi pri priči sedeš. Če mi pa dolg čas. Jaz, zdaj tista punca naj vrna denar. Pa, a ste vi normalni? Gospodična Julija! Jaz se tega človeka tako bojim, pol bi pa spet govoril, da je slišal, da drobiža ne vračam. Ti pa neki! Luč! Ki je konj? Spet je v bifeju. Le spoči si, ljubi moj konjiček, rešitelj, od daleč sva prišla. Le spoči si malo in se najej. Oh, jaz, grofica Aurora, uboga reva, jaz sem žrtev grozne zarote, pa mi nihče ne verjame. Grof, moj mož, ima drugo žensko. Zato me hoče zapustiti. Ampak noče pa zapustiti mojega bogatstva in zato se je odločil, da me bo vtaknil v norišnico. Ampak jaz sem njemu in njegovim neumnim molničarjem ušla in zdaj bežim k svojemu bratu, da me zaščiti. Joj, če me ujamejo, preden pridem do brata, bo po meni. Zgrabili me bodo in me vtaknili v norišnico. Hudobni grof, ki me je tako grdo prevaral, pa bo dobil vse moje bogatstvo. Ampak brat mi bo pomagal, samo do njega moram priti. Kaj to slišim? Joj, nekaj se grmoju tam premika. Ta temni človek, ki me tako gleda. Kdo je to? Prišla je
Bartek, ko te tako ali tako hoče v takem timoričem. Evgenij, jaz grem domov v hotel. Pa ne, da si ti njen mož. Zdaj si pa presegla vse meje. Zdaj pa si šla, a razumeš, tu je meja, ti si pa šla do tu. Ti, jaz sem Evgenij Kazelič, če te še zanima, ravnatelj tega gledališča. In ti si nam pravkar uničila celo predstavo, a razumeš, celo predstavo. A kaj pa bi naj? Pustila, da je tist noč žago nogo od žaga. Mislim, riba se je tresla, vsi so videli, a ne, da je bilo grozno. Ja. Ona je to sam igrala in drugo kot drugo, to je igra in zato se temu reče teater. Ne ti meni govori, da se igra, tak da se joka. Zdaj pa dovolj, zdaj pa je to res, zdaj pa dovolj. Zaprite zaveso in spravite to punčaro izpred mojih oči, takoj, gremo. Dragi gledalke in gledalci, prišlo je do majhne tehnične težave, ki pa je mislim, da že odpravljena. Ti si še zmeraj na obu. Seveda, da sem. In zdaj bomo eno zapeli. A smo gusari ali nismo? Dejte. Smo? Sredi morja črna vihra, sredi vihra črn brod, sredi broda črno jadro, sredi jadra bela smrt barasa, heja bum, pod palubo so zaklali 7 belih mrtvih glav, vsaki glavi 7 nožev, vsak od nožev je krvav barasa, heja bum. niso v šoli. Ziher kaka goljufija. Kak praznik ali pa nedelja, od katerega Aniko ne hodimo v šolo, nimamo nič. Ni praznik In tudi nedelja ne, ampak počitnice. No, saj sem rekla, ni pravice na tem svetu. Ni je, ni. Kaj ni zdaj za tebe pravično? Ja, dva imata počitnice, jaz pa isto kot zmeraj nič. Ampak pika, zdaj bomo lahko vsak dan in po cele dneve skupaj. Danes bi se lahko igrali brodolomce. Veš kaj, jaz sem se v življenju sicer že veliko nabrodolomila, ampak take stvari je treba zmeraj in znova variti. Tako da, banda gusarska, gremo! Smo? Ok. Desna, lep. In desna, in lep. Pa špaget, in zoken, pa čevlji, in veliko, pa zavesa, pa moj lasi, pa tvoj las. Ok. Voda v delo, pod palubje, ustamostvo črpagam! Gremo, še, tre. Šel se potaplja, reši se, to se more! Zdaj smo rešeni, če seveda ni ljudožercev in drugih živali. Kaj je pika? Da sem slišala ljudožerca.
Veš kaj, Pika? Mislim, da tukaj ni ljudožercev. To si ti samo misliš, ker so se skrili v grmovje. Ali pa so v votlini pa čitajo kuharsko knjigo. Sam, to ti pa tudi povem, da rešice se lahko skuhajo s peteršilom pa česnom, pa ni za nič. Mislim, sam, tudi to ti povem. Če me bojo servirali s korenjem, jim tega nikoli ne bom odpustila. Sovražim korenje. Pika, ne govori tega. Ti tudi. Anica sovraži korenje. Malo hladno. Ti to res znaš po indijansko. Ne. Ampak, vzemi me v roke in če si jih drgnem, se tako grem. Drugač imam pa tule šivice. Čakaj ima. Aha, tako. Zdaj se ne pa niti divje živali ne bodo upale pidice. Kakšne divje živali? Komar. Pa seveda tudi ljudje. A slišiš šumenje oceana? Čuj. Ja. Kaj je to? Šumenje oceana. Ja, glej, mogoče pa kak lev, ko je tako sestradan, da se niti ognja ne boji, ker duh ni, duhovi delajo bolj tak... To vem. Pika, ampak nekdo prav zares prihaja. No. Grem pogledati. Bom pogledala, veš, gledam. Oče, vrazi! Pika Polonica, Zmagoslavka, Roletka, poglej, kako si zrasla. Ja, ti tudi? A si še tako močna? O, še bolj! Aha! Koza. Tole sta Tomaš in Anica, Tomaš in Anica, njegova veličastna dolga nogavica. No, zdaj se pravzaprav imenujem Kusom Kara, kar v jeziku tukataka pomeni debeli, beli poglavar. Ampak vidim, da bomo zabavo kar pričeli. Zato je najbolje, da pokličem svoje mornarje. Mornarji! Jaz sem kralj otoka Takatuka. Ti si kralj otoka Takatuka. Takatuki, to sem jaz. Taki tuki ima oblast. Z močno roko se deli pravica. Tak je vlada dolga nogavica. Še sovražniki so tu prijazni. Ker borijo se strahotne kazni. Takatuka, Takatuka. taki tuki, Taki tuki. taki tuki. Taki tuki. Tuki taka je navada. Taka najbolj močen vlada. Vladam vam, o močni vaš vladar. Ne zapusti nas nikdar.